Glasbena skrinjica, polna je zakladov vsa. Če pokličeš, ti dobiš pisem, ki si jo želiš. Če pokličeš, ti dobiš pisem, ki si jo želiš. Dober večer in lepo pozdravljeni nazaj na televiziji Veseljak v oddaji Glasbena skrinjica. Z mano je že nocojšnji gost Zoran Cilenšek. Zoran, živijo. Dober večer, Urška, in dober večer vsem gledalcem televizije Veseljak. Mislim, da so te kar težko čakali. Smo že prej povedali, da prideš. Sem zelo počaščen. Ja, hvala, da boš danes predstavil premierno videospot Špela. No, mi da bomo v tem videospotu še malo več rekla kasneje. Zdaj v medijih se govori, da se vračaš na odre po nekajletnem predahu. Zdaj mene zanima, koliko je bilo teh let. A si res nisi nič delal, a si dejansko kaj ustvaril v tem času, ko si bil na pauzi? Ja, nisem ustvaril tako kot drugi glasbeniki, ki resnično izdajajo po 2 CD-ja na leto ali pa vsaj enega. Jaz to nisem naredil. Drugi projekt je bil ta kaseta Špela. In potem sem naredil še, ko mi je umrl oče, sem posvetil njemu eno pesem, ki jo je napisal Wolf. In sedaj sem se odločil, da spet začnem nekaj delati, ker če delaš glasbo, če poješ, moraš to čutiti. In poslušalci točno vejo, a si iskren ali nisi. Se pravi, to je ta razlog, da se vračaš, da imaš nekaj za početi, pa da si začutil, da je spet tisti pravi čas, da začneš delati glasbo. Hrepeniš po glasbi. No, na sceni si že 25 let, kolikor sva se prej uspela pogovarjati. Kje si že bil v tem času, recimo po svetu, kjere države si že opiskal, kje si pel? Ja, no, živel sem v Kanadi 7 let zdaj, prepel sem v Ontariju tle za slovenske izseljence, je zelo prijetno, so zelo dobro organizirani. Naj povem, da sem tudi sodeloval na kanadskem radiju kot tonski urednik. Nekaj časa sem pač prispeval moj čas za njih, za kar mi ni žal, se vse obrestuje. Pa kje pogrešajo Slovenijo, če si imel pravka gor s kakšnimi Slovenci? Ja, vsi Slovenci gor resnično pogrešajo Slovenijo, ampak ko si po toliko letih živiš nekje in ustvarjaš vse, je potem to tvoj dom. Ampak vedno si srcem resnično, kjer si. Pri glasbi, ne? Pa so te v redu? Od kje izhajaš? Tako so te v redu sprejeli gor v Kanadi kot Slovenca? Ja, ko prideš, so zelo previdni. Aha, ne zaupajo tako? Ja, ampak ko pa se izkažeš, si pa del njih in vsi ti pomagajo. Zdaj si prišel nazaj? Jaz nisem imel grenkih izkušenj v Kanadi. No, to je pa fajn. Sem imel resnično dobre ljudi okrog sebe. Kako je pa bilo gor, si imel recimo, če primerjaš Kanado s Slovenijo, se ti zdi, da je bolj razvita tam glasbena industrija, sploh recimo za Slovenca, ki pride v Kanado živeti, imel več nastopov, recimo, kot jih imaš tle? Ne, to jaz ne. Muzika tam je resnično doma, se to je blizu Amerika, so veliko bolj napredni v glasbi in vse. Ampak jaz sem se družil tle med Slovenci, naj povem, da je gor tudi nekaj odličnih slovenskih ansamblov. Tudi eden se mi zdi od teh Igor in Zlati zvoki kitarist, da je Kanačan. Aha, celo. Ja. Pa delal si v slovenščini, si delal v angleščini? Prepeval sem samo svoje pesmi v slovenščini in so bili zelo veseli. Pa si imel recimo kaj težav, če si imel v angleščini, je bila razlika recimo? Ne, sploh nisem pel samo v slovenščini? Samo v slovenščini. To so slovenski banketi, slovenski pikniki, ki igrajo samo slovenski ansambli. Pa sicer delaš sam, imaš za sabo kakšen band, ki te podpira, hodi s tabo? V Kanadi sem delal sam, na pač playback. Tukaj pa pripravljam skupino Vanila. To je en fant Gogi iz Ivančne Gorice. Ivančna Gorica. Ja, Ivančna Gorica, ja. Ja, prihajajo tam, je zelo dober aranžer. On mi je tudi aranžiral zdaj nov remix Ane in pa Slovenecem. In z njim pripravljam tudi v živo nastope.
v duo ali ansamblu. Slovenecem, potem se te bomo verjetno najbolj zapomnili, oziroma te najbolj poznamo po tem, ali kako bi rekel, kaj bi rekel, kje je tista stvar, po kateri se te spomnijo Slovenci? Ja, jaz mislim, da je to resnično ta pesem. Nastala je takrat, ko naša Slovenija zdaj, vsega se je spomnil projekta Božidar Wolf and Wolf, za kar sem mu zelo hvaležen še zdaj. In mislim, da mi je dal nekaj, po katerem se me ljudje bodo vedno spominjali. No pa še kaj boš naredil, ne? V tem času, da bomo imeli še nekaj, seveda, vedno nekaj počnemo, ne? Ja, to je res, ne. Zdaj, ko si omenil, da si bil 7 let v Kanadi, se pravi, si se zdaj vrnil v Slovenijo za stalno ali se še vračaš? Ne, se bom še vračal nazaj. Kako pa je, prej sva se pogovarjala, da imaš psičko? Ja, to pa imam 10 let že. Gre s tabo, ostane tukaj? Ja, je bila z mano v Kanadi, sem zdaj pri meni, ker ima žena v Kanadi dosti dela in jaz skrbim za njo. Za psičko? Ja. Koliko si rekel, da je že stara? 10 let bo v septembra. Je pa že veteranka, ne? Ja, ampak mladostna. Mladostna je, to je res. Povej mi, drugače si ekonomist, oziroma vsaj tako sva na Facebooku sem jaz prebrala, pa to kaj prav pride, če si recimo ekonomist pa delaš v glasbenih vodah, je kaj lažje izračunati recimo finančno? V življenju je zelo dobro, če si ekonomist, ne? Če si pa dober, je pa sploh enkratno. Recimo imaš zelo naprej kakšne želje delati s kakšnim določenim bendom, z določenim izvajalcem pri nas, mogoče v Kanadi? Ja, zdaj sem začel, kot sem omenil, Vanila. Eno besedilo mi je prispel Žan od Don Mentonija, 2 teksta mi je prispel Ivan Sivec, zelo priznan, mi je napisal besedilo o teh 7 letih, ki sem jih preživel v Kanadi. Mislim, da bo to tudi ena zelo lepa pesem. In pa bomo še zbirali ekipo okrog sebe. No, moram tole omeniti, upam, da mi ne boš zameril, da sva se pogovarjala, da si na dieti, kar je meni osebno zanimivo, da je moški na dieti, praviš, da mama zelo dobro kuha. Ja, ker sem prišel iz Kanade, sem se kar porodil 10 kil. Imamo Slovenci pol ja, imate res dobro hrano, ne. Moram se malo tudi zaradi zdravja. Ja. Pa kakšna je ta dieta? Recimo ženske imajo nekšne ločevalne diete, pa vodne diete, ja, pa na polno luno, pa... To je ločevanje hrane, ogljikovih hidratih in... Se pravi, ne krompir, pa ne meso, ampak samo meso, vezati, pa solata. In jesti 3-krat na dan v manjših količinah in pa spiti veliko vode. Ja, to pa je, ja. Se pravi, zajtrk, kosilo... Ja, in večerja. Zraven ti mora delati še glava. Kaj pa recimo, kaj najrajši jesno? Zdaj, če sva že pri hrani... Govejo juhco. Govejo juho, tisto nedeljsko tipično kosilo, goveja juha, pečenka, testen krompir. Ja. Pa kaj pa ti mama ponovadi skuha, če priješ na obisk? Goveja župco? Ja, sem kar vsak dan na obisku. Res? Ja, ker zdaj, ko sem tle, živim pri njej, je sama v stanovanju in je zelo vesela, da sem se tudi vrnil. Povej mi, Kanada, poznamo to državo po res čudoviti pokrajini, po gozdovih, snegu, smučaš kaj? Zdaj so počitnice, za ene so že, za druge še bodo. Smučal sem, ampak sem imel v Kanadi, ko sem delal, imam tudi gradbeno podjetje gor in pri delu sem se poškodoval in sem imel 3 operacije na nogi, ja, sem imel tudi veliko smolo. In ne bi riskiral. Ne bi riskiral, ne? Ja, ampak zelo hrepenim. Rajš kakšno kuhano vino, kakšen snežak, da narediš kakšnega snežkota, malo se pokepaš. Malo sem tudi športnega duha. Si, športaš drugačke? Ja, če ne drugač po gostilne. Ja, to moraš imeti kondicijo za obšanko. No, dajva zdaj midva še kakšno reč o premiernem videospotu, ki ga bomo videli danes, naslov je Špela. Najprej nam povej Rdeča nit, kaj sploh, o čem govori ta komad? To je ena taka nagajiva pesnica o špeli, ki je bila zelo samozavestna. Na koncu je zgodba odvila čisto drugače. Namenjena je vsem veselim Slovenkam. Mislim, da bo spot zelo lep. Tudi igralka Špela je zelo fejst punca. Predstavlja mi je Tanja Vidic, vaša sodelavka. Ona je tudi organizirala cel videospot, našla kraj, našla ekipo, za kar se ji zahvaljujem in tudi vam, ki boste to predvajali. Kje ste pa snemali? Snemali smo v Murski Soboti na Tromeji, Mađarska je bila čisto blizu
imenovala, to je Koča na samem, ki je resnično, resnično vredna ogleda. Koliko časa ste pa snemali, recimo? Snemali smo kar cel popoldne, ampak je čas minil, da... Kdo te pa zrihta ponovati, recimo, za videospote ali pa za koncerte? Se sam si urediš styling? Imaš koga za to, ki ti se tu je mogoče žena? Žena je zdaj nemočna, ne? Vedno za nasvet vprašam mamo, če v redu zgledam. Mislim, da je ona najbolj iskrena. To je res, ja. Mame direkt povejo. Ja, drugače pa se urejam sam, če rabim za televizijo, greš, da ti nekdo naredi make-up. Povej mi še, koliko časa ste zbirali žensko glavno vlogo? Se pravi, ta Špela, to je v bistvu seksi zumba inštruktorca, Mateja Jančič. Kako ste prišli do nje? Si rekel, to je pa to, ona bo pa glavna vloga. Vse to sem prepustil Tani, ker vem, da ima okus, in ona je stvar pripravila do konca in stvar je vredna ogleda. Se pravi, je bilo vse štimali pri videospotu, niste imeli, jedli ste verjetno tudi? Vse, sam jaz sem imel malo treme. Tremo si imel, Dimihi? Ja, pač ne delaš to vsak dan. Ja, to je res, ja. Tale intervju bi bil nekoč boljši. Mislim, da se mi ne vidi, ampak imam tremo. Si veš, kako tremo pravijo, da je fajn imeti, ne? V mejah normale. Ja, ker če ne pravim, pa pol nisi toliko profesionalen. Ja. A veš. Zadovoljen si sam z videospotom? Ja, jaz sem ga videl ta prvi, ker sem mi ga dal pokazati, če je v redu. Nisem imel pripomb. Res profesionalno. Ja, res se boste videli, gledalci in gledalke, da je ta videospot res super. Se pravi, zakaj pa Špela, zakaj pa ni, ne vem, Marjetka, Nataša? To pesem mi je delal Janez Hvale, pač on je poimenoval Špela in jaz sem sprejel to, čutil sem, odpel in nastal hit. Še prej si mi omenil, da v bistvu ne pišeš sam veliko besedil za pesmi, ne? Jaz besedilov sploh ne pišem, ampak s kom delam, hočem, da me spozna v dušo, pridejo tu pogovori, da ti spozna karakter, in potem pride besedilo, katero je lažje napiše, ne? Ja, katero je poslušno. Zdaj pa imam zate eno nalogo, Zoran, nič treme imeti. A vidiš tamle gor ekranček? Ja. Pa bomo najprej bomo si pogledali tvoj videospot, a ne Špela. Ja. Potem bomo pa izpolnili še en videospot, ki je prišel v obliki Facebook sporočila. Vidiš, je modro obarvano, režija nama obarvala, pa bi ti samo prebral, za koga je. V bistvu sam preberi, kaj piše. Lep pozdrav vsem v studiu, rada bi slišala Vandrovce, Divja kri. To si je pa zaželela Lidija Kožuh. Lidija Kožuh. Ja, lej, Zoran, če kdaj zboli, me lahko prideš nadomeščati. Zmedeno? Joj, bi pa še potreboval kilometrine. No, v redu, lahko staneš danes 22 z mano, pa bova malo povadila. Zelo dobra, zanimiva inštruktorca. No, hvala lepa. Dragi gledalci in gledalke, to je bil Zoran Cilenšek. Mi si bomo zdaj pogledali dva videospota, kot je že prebral Zoran, od Lidije Kožuh, torej Divja kri in pa Vandrovci, in pa seveda Zoranov videospot Špela premierno. Uživajte! Televizija Veseljak predstavlja najnovejše videospote, ki so jih slovenski glasbeniki posneli skupaj z Veseljakovo ekipo. Prave ženske si želim.